naprej pošilja misionarje v ta narod. I would like to thank God for Kršćanski centar Slovenija. Rad bi se zahvalil Bogu za Krščanski center Slovenija, Because keep welcoming missionaries. ker imajo odprta vrata in dobrodošlico za misionarje. Thank you for missionaries Charles and Milka. Hvala Bogu za misionarja Charlija in Milko. Thank you for missionaries Dan and Veronica. Hvala Rachel. Bogu za misionarje Dena in Veroniko. And thanks God for Diane and Rodrigo. In hvala Bogu za Dajano in Rodrigeja. Give them an applause. Dajmo jim aplauz. Hallelujah. We just spent. Okay. Yeah. We just spent the last 4 weeks in Serbia, Zadnje 4 tedne so preživela v Srbiji. and we were in 9 different churches Bila sva v 9 različnih cerkvah in the Vojvodina area. na področju Vojvodine. And so it's really nice to see the desire in the people. In je res lepo videti željo v ljudeh. The people are really hungry to grow. In ljudje so zelo lačni, da rastejo. The ministry went very well. In služenje je potekalo zelo dobro. We saw some people healed, Videla filled with the Holy Ghost. videla sva nekaj ljudi ozdravljenih, izpolnjenih s Svetim Duhom. Some got saved. Nekaj jih je bilo odrešenih. We had an evangelistic outreach in another city. Imeli smo evangelizacijo v enem drugem mestu. Said now, anybody that's sick out there, In je rekel, zdaj pa vsak je bolan tam med vami. and many people raised their hands. In velikih je dvignilo roke. So he said, okay, you 5 that just got filled with the Holy Ghost, go lay hands on them. In je rekel, vas 5, ki ste bili pravkar izpolnjeni s Svetim Duhom, pejte in položite roke na njih. Holy Spirit flowed through them. In Sveti Duh je deloval na njih, čez njih in ozdravljal. Good. Aleluja. That's good. Hallelujah. Thank you. Let's give an applause. Hallelujah. Thank you, Dan and Veronica and Rachel. Hvala, Den in Veronika. We now welcome today, we don't have the video, no? But the missionary from Brazil also arrived here. Prispela sta tudi misionarja iz Brazilije in bi jim radi izkazali dobrodošlico. Okay, tell us, Rodrigo, about how do you feel now? You come to Slovenia for sure. Kako se počutiš, Rodrigo, zdaj, ko si prišel zagotovo v Slovenijo? What's in your heart? Kaj je v tvojem srcu? Brothers and sisters, we are so happy to be here tonight Zelo sva vesela, da sva danes med vami, because we are 100% sure something. ker sva 100% sigurna glede nečesa. God listens your prayer. God listens your prayer. Bog sliši vaše molitve. We are so happy because we are here with you now Zelo sva vesela, ker sva končno tukaj, to serve with you. da služiva skupaj z vami. We are so excited for that. In sva tako navdušena za to, zaradi tega. Diane, please. Good evening, brothers and sisters. Dobro večer, bratje in sestre. Like my husband said, I'm really excited Kakor je moj mož rekel, jaz sem tudi zelo navdušena, to work with you da delam z vami for the kingdom of God. za Božje kraljestvo. Because it's all about His kingdom, it's all about Him. Ker vse je samo za njegovo kraljestvo. We are here together to celebrate His life, Mi smo tukaj skupaj, da proslavljamo njegovo življenje. and we are happy to enjoy with you, In sva vesela, da lahko uživava to to z work vami for this land, to work here in Slovenia and in, to serve God. in da delava tukaj v Sloveniji, da služba Bogu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Whoa. Hallelujah. Yes, we're going to pray for them. Bomo molili za njo And I want to ask, of course, Pastor Clem and the whole church, Pastor Dan and Veronica and all the missionaries will lay hand on them. bomo položili roke na njih This church will welcome them in the name of Jesus. in If you feel like come and lay your hands upon them. Carol, please. Oh, hallelujah. thank you, Father, we bless them in the name of Jesus. Predajmo jih v tvoje roke. We give them into your hands. Hvala, da sta one dva dar Thank you that they za are ta narod. a gift, your gift for this nation. Hvala, da imaš ti mogočen načrt. Thank you that you have a powerful Da ni plan. nobenega, ki je zapustil svoj dom. You have said that there is no one that has left his home and
possessions to follow you, da mu ne bi ti 100-krat povrnil that you would not return to him hundredfold te zemlje in this earth in še v večnosti, and even in the eternal life. Hvala ti, Oče, da boste prejela veliko Thank you, Father, that they will receive many rewards in da boste prejela nagrade, za katero si ti plačal ceno. and that they will receive rewards for which you paid the price. Odrešene ljudi v Sloveniji. Haleluja. Salvation of people in Slovenia. Haleluja, Oče. Hallelujah. Pričamo Božjo naklonjenost na njih. Father, we call on your favor upon them In tvojo modrost, and your wisdom tvoje maziljenje, and your anointing da oznanjujete evangelij, to declare da uzdravljate the gospel, trpel srce, to evangelize, to heal the brokenhearted, da odpirate slepim oči, to open da the eyes of the blind, na prostost, to release the captives proklamirate milostno leto, to be free and proclaim the evangelij Jezusa Krista, the year of the favor of our Lord Evangelij Jezusa Krista. and the gospel of Jesus Christ. Hvala ti, Oče. Thank you, Father. Hvala, da jih ti, da je tvoja zaščita. Thank you that your protection is upon them. Zaščita nas krvjo Jezusa. They are protected by the blood of Jesus. Hvala ti, Oče. Thank you, Father. Amen. Slava Jezus. Vidim, kako je olje izlito na vajino glavo in polno radosti. In to vaju bo peljal v zmago, ne glede na to, s čim se srečate. Slava Jezusu! Okay, Krščanski center Slovenija. Brothers and sisters, welcome your missionaries here. Krščanski center Slovenije, bratje in sestre, dobrodošli, so izrekamo našim misionarjem. Charlie, Milka, Diane, and Rodrigo, and Charlie in Milka, Rodrigo in Dejane, Dejan in Veronika, Rachel. Spend time with them, Preživite kaj časa z njimi. and later on we'll have time together, have a fellowship. Kasneje bomo imeli tudi nekaj časa skupaj za druženje, da se lahko pogovorimo z njimi. On je brezpogojna, neomejena, brezkončna ljubezen. Amen. Bog ni jezen nate. Vsa jeza je šla na križ. Vsa. Smešno me je vse. Ampak zdaj zanimivo je, ker imaš toliko tega sistema vse in mogoče si poslušal take pridige zatežene in težke, ti je pol evangelij ful presimpel, ko ga slišaš v človeka, kako ti ljubezni pa milost. Ti je ful presimpel. Meni je Bog, ko sem bil mlad kristjan, mi je rekel, ti si Janez. Jaz sem rekel, Bog, jaz nimam srednjega imena, ker sem videl v Ameriki, vsi ima srednje imena. Ko jaz bi tudi rad imel srednje imena, Kleman, nekaj pa vidim. In pol mi je Bog rekel, ti si Janez. Na sreču si haleluja, a pa kje je Janez? A sem ta, ful, pač brezvezen apostol Janez poln ljubezni, sem ta prav Janez krstnik. Ki je ful močen. Haleluja. Hotel bi tu, ampak bolj mi je jasno, da sem ta drug. Mogoče na začetku sem rekel, ampak bolj, kaj jaz se spoznam, bolj sem podobno temu drugemu Janezu. Prej sem mislil, jaz sem reformator, haleluja, korenina, sekira je že na korenini, kdo se nosi problem, drevo bo odrezan, haleluja. Take pridige sem imel najraje, in sem poslušal John Bevila lahko 20 ur na dan, haleluja. In podobne pridige, ker ti ful hoče Božje strahu pusti v cerkvi. Ampak pač to ne zdrži dolgo. Pač ker evangelij, cerkev, karkoli bereš v Bibliji, mora odražati Jezusa Kristusa. Amen? Jezus je Božja beseda. Amen? Če piše, da v ljubezni ni strahu, pa ti bereš Biblijo, pa te je strah, nekaj narobe razumeš, kar je bilo. Nekaj ne štekaš. Če ber si 1. Korinčanom 13, kaj je ljubezen? A si bral, da je to, kaj je ljubezen? Zdaj notor je namaz besede ljubezen, da je besedo Bog. In pa lahko rečeš, Bog je potrpežljiv, ljubezniv, vse odpušča, vse verjame. Amen? Zdaj not Boga, ker to je definicija ljubezni, ampak končna ljubezen je Bog. Zdaj, vse, kar bereš, se mora ujemati s karakterem Boga.
Ampak moraš razumeti, in Eci je ful dobro tega dotaknil, v katerem stanju smo mi danes. Mi dva nimamo nove zaveze, kot odpremo v Mateju evangelij, ampak je nekje bolj na koncu evangelijev, ko je Jezus že plačal ceno za grehe in potešil Božjo jezo in izpolnil zakon za mene in za tebe. In mi dva smo zdaj postala novo stvarstvo. Amen? Mi dva ne moramo sprejeti besed, ki jih je Jezus pridigal človeku, ki je bil pod postavo in se jih proba držati. Lahko jih sprejmava kot dobro navodilo, ampak to ni zakon za naju. Zakaj? Ker kaj boš pol naredil, kad ti ni uspel? Amen? Kaj boš naredil? Recimo, če vse dobro delaš, ok, haleluja, ti je zakon da best, haleluja, vse je spomnil. Pa kaj pa, kad ga ne boš? Ne. To veliki problem. Amen? In to ni evangelij, cerkev. Evangelij je, da so vsi grehi tvoji so že odpuščeni. Sedajni, prihodni in pretekli. Zakaj? Ker kdaj ti je Bog odpustil grehe? Jaz sem imel sprejel leta 92, pa naj vam povem, Bog meni ni odpustil grehov leta 92, ampak leta 33, 0033, ko je umrl na križu, je rekel, ja, to pa za tema, haleluja. Zdaj teče, to bo upravil vse njegove grehe, haleluja. In jaz sem skupaj z njim sem umrl na križu, haleluja. In zdaj ne živim več jaz, amen? Ampak nekdo drug živi v meni, Jezus Kristus. In to je slaven evangelij. To je ful slaven. Ker, če bi jaz sam držal zakon, potem je džabe Jezus prišel. Amen? In kaj zdaj kaj praviš, da naj grešimo, naj živimo po krapašu? Ne, haleluja. Jaz ful bežim stran od greha cerkev. Jaz ne maram greha, niti maram. Ne maram greha, ful ne. Zato, ker vem, da če mu bo dal mezilc, mi bo prst pojel. Če mu dal prst, mi bo roko hotel pobol. Etko? Haleluja, koliko hitro, ko padeš v greh, je ful težko vam prijeti. Etko? Zakaj? Ker se ne more sam rešiti. Kdo je nas rešitev? Amen. Sprav, zdaj se je Jezus. Amen. Ampak spet, če boš pa vasi gledal, pa hotel izpolnjevati zakon, boš pa skozi pod obsodom. To ni pravo čast. In pol ljudje hodijo v cerkev, ker jih je strah, da noj od Boga odpade. Jaz pridem v cerkev, ko rad pridem. Haleluja. Jaz sem tle, ker rad slavim Jezus. Haleluja. Jaz ne hodim v cerkev, zato, ker me je strah, pa bo z mano, če me ne v cerkev. Haleluja. Razumem? Jaz ne molim, zato, ker pa bo z mano, če ne molim. Razumem? Te finese so izredno pomembne, če hočeš res živeti življenje v duhu, ne v mesu. Ker kdor se boji, sploh ne pozna ljubezni. Amen. Razumeš? Testiri svoje dejanja. Kaj delaš v ljubezni, kaj delaš v strahu. Vse, kar delaš v strahu, je meso. To če je dobro. Meso ne pomeni, da moš nekoga ubiti ali pa pretepsti ali pa se mu zlagati ali pa mu kaj ukrasti. Meso je vse, kar v lastnem naporu delaš z napačnim motivom. Se pravi, delaš dobro stvar, ampak ne iz ljubezni, ampak iz strahu. Te Bog ne okaznoval, da boš, ne vem, bla, bla, bla. In kaj se ti zgodi? Nikoli nisi svoboden. In pa srečaš tazga človeka, ki sem jaz, ki mu gre vse v des, ki se nič ne matra, skozi se dobre vole, kaj je bilo. Jaz sem skozi na honeymoonu z Jezusom in mislil, da je nekaj narobe z mano. Ko bi mogel malo trpeti pa Švico. Ne povem, v Švic je prinesel Jezus za me. On je moje odrešenje in moje posvečenje. On je vse, on je alfa, omega in vse, kar je vmes, kar je bilo. Je vse, kar lahko naredim. Največ, kar jaz lahko naredim, je, da verjamem v njega. Amen? Ker brat sem 11.6, Bogu ne može biti drugače všeč, kakor poveri. In kaj, kako naprej piše? Ja, da verjameš, da te bo nagradil. Verjameš, ful me verjameš, da je dober Bog. Amen? Tako si mu ful všeč. In vsa resnica usporedna, da lažje razumeš Boga, predstavlji si odnos oče-sin. Okay? Jaz pač že tle v osnovi se ne moram z Bogom primerjati, ker ne bi svojega sina dal za nobenega človeka na zemlji. A zdaj razumeš, koliko tema nebeški oče rad, da je dal svojega edinorojenega sina zate. Amen? In kdaj ga je dal zate, ker si bil zvezan, zgubljen, ker si preklinil Boga. Jezus je za me umrl v cerkev. On me je pa šel odrešiti leta 92, ker sem jaz preklinil Boga. Jaz ga nisem iskal, v cerkev jaz nisem Boga iskal.
On je mene najdel sam. In pol, sploh nisem vedel, da je umrl za moje grehe. Ti se je, da je umrl za moje grehe, ker to mi nič ni pomenilo, ker zame greh je bil nekaj normalnega. Če mi je kdo rekel, ti si greš, ja, kva pa. Ampak, ko je Jezus prišel v moje življenje, ko se mi je približil, mi je rekel, jaz sem živ, kje si pa ti, Klemen? In kaj sem začutil? Ljubezen, ki je večja od celega sveta. Začutil sem, da je on svet, popoln Bog, da je on totalna luč, jaz sem pa totalna tema. Prej sem se pa samo sebi zdel dober človek. Ampak, ko sem prišel v njegovo prisotnost, sem videl, da jaz sem zgubljen človek v temi, brez smisla življenja. On je pa popolna luč, Bog, Oče, ljubezen, totalna ljubezen. Niti malo nisem imel strahu, pa sem bil čisto v temi. Ampak sem vedel, da cela ta ljubezen univerzuma je v eni osebi Jezusu Kristusu. Pa nikoli nisem kasnil. To je Jezus. On je vse. In po cerku nisem šel čez 4 duhovne zakone, čeprav to skozi pridigam grešnikov. Jaz grešnika bom vedno vodil čez 4 duhovne zakone, ker so mi the best. Bog te ljubi, ti si grešnik, ki je se umrl, zato da ga moraš sprejeti. Ampak cerku jaz čez nič tega nisem šel. Jaz sem samo rekel, ker nisem nič razumel sploh. Jaz sem samo rekel, Jezus, jaz sem slab človek. Prosim te, priti v moje življenje. In je prišel not. In takrat naprej sem drug človek. A razumeš? Nisem niti pred cerku prišel naprej sprejeti Jezusa, niti nisem 5 korakov, 4 korake, nič nisem razumel. Sam rekel sem, priti v moje srce. Nisem do konca rekel srce, sem dol padel, takšna moč. In potem sem šel pridigati evangelij na sred ulice. In mi je bilo neroden in sem si zvil en joint. In potem sem pokadil joint, pa mu friendu govoril Jezusu, ki sva skupaj kadila. In tudi pomislil nisem, da je to slabo. Tudi pomislil nisem. In potem sem šel naprej, govoriti Jezusu, zadev. In potem sam naenkrat je Bog rekel, ne rabaš več tega, in je šel en zelen demon iz mene skočil. Se pravi bil zelen demon, puf, je skočil. Droga je demon. Hvala te, da smo v svobodo, haleluja. In sem hotel se mu zafati, sem rekel, arde diari arde. Ne vem, pa to pomeni. Rad bi rekel, sem rekel. Deixa queimar, deixa queimar. Ne gori. In pol, se pravi, Bog me je odrešil, ker nisem vedel, kaj je sploh križ, kaj je sploh greh, nič. In pol me, ker sem pokadil joint, me je pa v svobodo tega demona, in pol, ki je šel demon ven, me je izpolnil svetim duhom. In nisem vedel, kaj so ovi jeziki, sem začel govoriti jezik. Malo zadnje, zakaj to povem, bomo zdaj povedal, ko bom vodil ljubezen. In pol sem prišel v Binkošno cerkev, v Ljubljani. In sem mogel dol gledati, ker nisem vedel, da po tleh hodim. Toliko sem bil osvobojen, bremen, toliko lahkotno sem se počutil, da sem res, čez 2 tedna sem prav gledal, jaz pa hodim po tleh še, ker se mi zdel, da sem 10 cm nad tlemi, ker nobene gravitacije nisem čutil. Skoro sem bil zadet od svega duha. Od tistega trenutka več, do danes cerkev, jaz pridigam v milost in ljubezen cerkev, jaz enega jointa nisem več požgal. Od takrat, jaz niti ne govorim, jaz sem pod milostjo, zdaj se ga pa zadevam jointi. Zakaj nam požgal jointi? Zakaj? Ker imam neki ful božga. Ker to, kar sem najdel v Bogu, nočem zamenjati za joint. Jaz, če bi šel jutr na joint cerkev, ali pa če bi poslušal pridiga, rekel bi mi skozi zelo, ne smeš kaditi trave, jaz bi ga od zika šel požgal. Zakaj? Ker mi skozi govoriš o zakonu. Naloga zakona je, da ti pokaže, da si grešnik. Ampak naloga Božje ljubezni je pa, da priješ v Božje kraljestvo, da spremeš nekaj več. Ker sem spremel nekaj več, jaz več nisem rad v smeti. In cerkev, če bi jaz šel joint požgal, kaj bi se mi zgodilo? Ful bi se slabo počutil, ful bi odprl vrata za greh. In pol, čez 2 tedna bi spet hotel joint požgal. In pol bi mi neki materi bi spet hotel, tako pa ne, sem zaprl vrata. In ko mi je slabo, se rane spet v duha vrti. In raj se izpolnjujte svetim duhom, piše. Amen. Ne se opijanjati z vinom, izpolnjujte se svetim duhom. Amen. On ti naprav, sveto pismo ti naprav, nekaj ti vsi zdaj pit.
Nekaj ti reš, ne, on ti prav, izpolnjujte svetim duhom, ne? Ne pustite sam ga, je vse rekel, no vas pustil si, dajmo svetim duha, amen? Tvoja naloga je, da si ful bolj vesel, ko vsak človek, ko ful greši. Ko človek, ko dela kaj hoče, lahko spi z drugo žensko vsak dan, s Ferrarijem se vozi, ti moraš biti bolj vesel kao. Amen? Tvoj Jezus mora biti nekaj megastičnega. Amen? Bog te hoče toliko nafilati svojo ljubeznjo pa svojim duhom. Aleluja, misliš. Da noč hotel grešiti. Amen? Ampak cerko, če bila si jutro požgal joint, a mislite, da bi šel v peklo? Ne, kje pa? Kje pa? Zato, ker jaz si nisem zaslužil odrešenja tist dan, ko sem nehal kaditi jointe. Razumeš, ti nisi pa šel v Helsu zato, ker si nehal grešiti. To je tako, kot če bi rekel, en človek je bi zančil v cerkvi. In pa je rekel, lahko spet prijom. Se rekel, ja, prijom. Ja, pa ti mi veš, kaj sem jaz za en grešnik. Se rekel, sploh me ne zanima. Se rekel, a se greš ti v mit, samo kadar si čist. A ti se greš stuširati samo, če si čist, pol greš v banjo. A si kdaj to slišal, da najprej, mogoče, če si kakšnemu domov pošel, ja, v njegov džakuzi se najprej stuširal, če vem, ker šel džakuzi, razumem. Ampak doma, če si ful umazan, zdaj se pa našel mir, ker sem ful umazan. Ne si hec, kaj je bilo. Če te je Bog sprejel, ker si bil totalno umazan, kaj je bilo. Bog bo lahko priješ njemu zdaj, če si slučajno padel. Amen? In sveto pismo piše, ko pravični pade, ga Bog spet vidi. Amen? Amen? Se pravi, si lahko totalno brez strahu. Edini način, da zgubiš odrešenje, edini način je, da nehaš verjeti v Jezusa. Zakaj? Ker kako si sprejel odrešenje? A si ga zdeli? Ne, z vero. Se pravi, kako ga lahko zgubiš? Jaz verjamem, da ko si enkrat odrešen, lahko zgubiš odrešenje. Ne verjamem, da ga ne moreš zgubiti, ampak zgubiš ga samo tako, da nehaš verjeti v Jezusa. Da se odrečeš Jezusa, nočeš več verjeti nekaj. Jaz poznam tak ljudi. Imam sošolce, kolege, ki smo skupaj sprejeli Jezusa in pač danes ne verjame več v Jezusa. In to je nevarnost greha, ker če se odpiraš za greh, živiš v prešuštvu, v nečistosti, sprejemaš demone v teh ljudi, s katerimi grešiš, udejstvuješ se greh, v greh odpira vrata za demonske sile. In če ne boš hitro prišel k Jezusu, pa z tega osvobodil, lahko prevzamejo kontrolo nad tabo, do te mere, da se več ne spomniš, kako si prišel k Jezusu. A veste, da jaz enega dneva, ko sem bil 2 let preobrnen, skozi sem bil poln svetega duha, ampak enega dneva več nisem verjel v Jezusa. Se kako jaz te delam, jaz grem domov, jaz to nisem kristjan. Ampak nisem grešil v cerkvi, ampak sam filozofirati sem ful začel. Ful sem teologe začel poslušati. Ful sem razčleneval vsako besedo v Bibliji, hebrejsko, grško. Pač šel sem študirati teologijo, to je bila moja napaka. Mislim, ni bila moja napaka, ki me je Bog poslal, sam preveč sem se vklopil. In pol enega dne je, rekel manač, eno šanso bom še dal Bogu, pa če res obstaja. Če res obstaja. Ne grem še domov, ker si bil na Hrvaškem, ne grem še domov. Danes še eno grem, dam Bogu šanso. In cerkev, Bog je takoj prišel. A mislite, da je bil kaj šanso? Pa kako si lahko tak idiot? Da se ne spomnim, da sem te odrešil, se sem mogel dol osebno prijeti, če ne, nobenega nisem hotel poslušati. Sem jaz osebno mogel prijeti. Pa pojma nisi imel, pa sem prišel to žene, zdaj se pa norca z mene delaš. Ne, on je takoj prišel od me. Jaz se samo stopil dol, ker smo imeli molitvo na sobo. Ko je Jezus, jaz grem zdaj domov. Nima kaj te delati, nisem križan, ampak če slučajno obstaja, če pa res, si živ, pa vsem pri. In je takoj prišel od me. Takoj prišel in me osvobodil, kaj delo. Takoj, kaj delo. In je prav eno oblake od mene brcnil. Razumem, da ta bil kakšen oblak, neumnosti, prevare. Zato bod simpel, halleluja. Verjemi v simpel evangelij. Evangelij ni zakompliciran. Amen, zakon je zakompliciran. Zakon je to, da ne veš, kje bi začel, kje bi počel. Danes, ne ti povem, vsak od vas danes je prelomil vsaj en zakon. Vsak od tesi. In to si ga prelomil zdaj. Zdaj, zadnjih 2 minuti. Kaže, kjero vrsto tkanine ima še narobe, razumeš? Jaz smo tebe sintetiko pomečno zvon, to je greh. Je zakon proti temu postati zavec, hvala Bogu, da ga Jezus se spomni za me. Amen? Amen. Jaz nisem fokusiran na greh, niti na zakon. Okay? Pa ne poznam nobenega zdaj greha odprga, ki bi ga delal v svojem življenju. Zakaj? Ker sem prej povedal, ker sovražim greh. Nočem imeti nad z njim.
Hočem se držati Evsa, bolj kot vse, haleluja. Ampak naj ti povem, niti malo ne zaupam v svojo dobroto. Niti malo ne zaupam v svoje posvečenje, haleluja. Nič v to ne zaupam, haleluja. Ker vem, da kdorkoli se hvali, ne se v Bogu hvali, haleluja. Ponosen človek se hvali, ful imam rad Boga, haleluja. To je ponosen človek, ful imam rad Boga. Wow, kvam jaz sem. Ponižen človek pravi, wow, kvam ima Bog rad mene. Amen. Se moramo vse povedati. To, kako ima pa Evs rad mene, to je pa noro. To pa ne obstaja v tem svetu. Amen. To pravi evangelij. Amen. Bog zaljubljen v Evsa, zakaj? Ker on zaljubljen v Evsa. Ok, dajmo se zdaj še v Božji besedi na hitro pogledati. Prej gremo na žur z misionarji, Diego, Maradona, Rodrigo Diana. Daj nazaj zavrt. To zbriš. We will rewind this part. We will match this. Yes, Diego. You need to love your enemies, you know. Ok, gremo si pogledati Rozdete 2. Rozdete 2.4, to je naš citat za danes. Rozdete 2.4. Vendar ima zopr tebe to, da si opustil prvotno ljubezen. In zdaj, ko bereš Razodetje, doskrat se Jezus zdi tako malo bolj grob. Pa kaj povem, ful narobe. Ko spet za religioznimi očali bereš Razodetje. Pokazal ti bom, da Jezus tukaj hoče osvoboditi cerkev mrtvih religioznih del. In jih hoče pripeljati ven iz njihove religije, ker so izgubili to, kar jim je Bog dal. Jih hoče spet pripeljati v prvinski odnos z Bogom, kjer bojo ful uživali v odnosu z Bogom in spet videl njegov duh, kako deluje, dela znamenje in čude in vse ostalo. Amen? Gremo gledati. Se pravi, ker sem jaz to prvič prebral, Bog prav, znam tvoja dela, ampak eno stvar imam proti tebi. Zapustil si prvo ljubezen, si rekel, o ne, moram več brati Biblijo, moram še bolj ljubiti Boga, moram še več evangelizirati. In v bistvu sem vse to hotel narediti, kar že on prej rekel, da je brez veze. Če on jim je že prej rekel, poznam vaša dela. So dobra dela, razumeš. Vem, da se ful in tukaj je prav beseda, da se mučaš. Da imaš ful, si dal enih programov, enih pravil, enih obredov si na glavo na foku. Hvala vse moš delati, da boš bolj v svet. Cerko ne to ne deluje. Preko boš njesti. Pa se zaljubil Evsa, boš ful več ti bo uspeval, kako vsi tvoji programi. Amen? Eko, da ljubimc naredi vedno ful več, kot delavc. Če ti sam, če moram jaz delati za Carol, bom naredil samo to, kar se minimalno od mene zahteva. Ker moram to narediti, pa polno plačam. Če sem pa jaz ne ljubimc, zaljuben bom pa vse naredil za njo. Sem pa predmetek vrbo za njo, etko. Če sam delam, ne metek pobire, bom pač drugo šefico, razumeš? Ampak, če jaz nekoga ljubim, dan življenje za posebno, isto da spomnim. Če ti zaljubljen v Boga, ne da on tvoj velike šefka dela za njega, to je ful razlika. Amen? Ful razlika. In zato moraš tekati. Cel evangelij, Jezusa v tej besedi, Božja beseda razodeva karakter Jezusa. Karkoli si prebral, pa ni del tega karakterja, ne razumeš tega, kar si prebral. Ne razumeš. Si prebral en koščak, ki ga moraš dati skupaj v celo celoto. Ne moraš na enem citatu zgraditi cele teorije. Moraš ga dati not v kolesje, ki ga poganja Božja ljubezen, ki je center evangelija. V ljubezni pa ni strahu. Za te, ki so v Kristusu, ni obsodbe. Razumeš? Razumeš, da ko ste enkrat v Kristusu, to je slavni evangelij. Ti si nova stvar. Danes imamo tle ful narodov, Brazilija, Amerika, Kenija, Slovenija celo. Bi še kakšne balkanske države najdel. Sam se nas pouče to. Ampak v bistvu sta samo dva naroda na zemlji. Samo dva naroda. En narod je, ko ne pozna Boga, so pač zemljani, tle hodijo po zemlji brez Boga. Drugo je pa svet Božji narod. Amen. In to si ti. Ti si nova stvar, staro je minilo. Prvi pa drugi Adam. Ti si drugi Adam. Ti si človek, na katerem nima hudič nobene obsodbe. On kjerkoli te gleda, nima nič na te. Zakaj?
ker v duhu si že pravičnost in sploh ne moreš v duhu grešiti, piše. Ker rojeno z duha ne more grešiti. Ampak še boljšo novico ima. Tvoje telo je tempelj Svetega Duha. Amen, že tvoje telo ni več kar ena kri pa meso, ampak ko si sprejel Jezusa, je tvoje telo postal njegov tempelj. A ni to best? Se pravi, ti si Božji sin, Božji sin. In zato, cerkev, zato je Jezus prišel. Jezus ni prišel zato, da bi umrl na križu pa ti odpustil grehe. On je to naredil, ker je mogel to narediti. Ampak zakaj je to naredil, se vpraša? Zato, da ti postaneš njegov sin. Da ti postaneš Božji sin, Božja hči. Amen? Njegov glavni fokus niso grehi, cerkev. On je greh mogel odstraniti z enim razlogom, da je tebe dobil nazaj. Razumeš? Se pravi, Bog, ko gleda dol tebe z nebes, on primarno v tebi razmišlja kot o svojem otroku, ko se hoče z njim družiti, haleluja. Mene je ful razodete preke delo, ker mi je bilo, zakaj nas je Bog ustvaril. In pol jaz sem skozi mislil, ko sem bil tako naučen, Bog nas je ustvaril, da ga slavimo. Spet moramo nekaj delati. Se pravi, jaz sem ustvarjen, ne, on je sam zato ustvaril, da me lahko ljubi. Ne, zato me ustvaril. Cerkev, jaz nimam svojih otrok, to res jih nisem ustvaril, slučajno sem prišel v moj dom. Ampak jaz nimam teh dveh otrok zato, da pomivata posodo pri meni. Nimam jih zato, da posesata dnevno sobo. Nimam jih zato, da služba v cerkvi, ko hodim lahko. Jaz imam sploh, ki jih imam rad, ki jih ljubim, svoje otroke. To je naš glavni odnos. Amen. In ne kažem ga očeta si me odtil, pa mamo. Ampak, ko je moj oče prišel domov, mene najprej me vprašal, kaj si danes delal. Takoj, pol ni rekel dober dan, pa kaj si danes delal. In jaz sem imel vedno 3 odgovore za njega že pripravljene. Noben od teh ni bil resničen, ampak vedel sem, kaj mu bo všeč. In to je religija. In potem se to klažeš Bogu, da še sam verjameš. In Boga sloviš pa sploh. Bog raj zaljubljen v Jezusa. Ne imeti odgovorov za Boga. Razumeš, ne se delati svetla. Zakaj, ker si že sprejet. Ti si že svet. Jezus te je posvetil. Amen? Ti vse, kar moraš narediti, da še naprej verjameš v njega. In bolj, ko spoznaš resnico, jaz se rekel, spoznali boste resnico in resnica vas bo svobodila. To pomeni, da bolj, ko spoznavaš Jezusa, ko je resnica, bolj si osvobojen religije. Bolj si osvobojen zvezanosti, s čimerkoli, kjerkoli, če imaš problem. Recimo, da se skozi obsojiš, da ni zelo dober, ne poznaš Božje ljubezni. Da padaš na enem področju v isti greh, spet pomeni, da ne poznaš dosti Božje ljubezni. Rešitev je, da priješ Jezusa. Da se naučiš sprejeti od njega. Amen? Če te muč bolezen, cilj ni, da probaš ful zdaj. Jaz sem enkrat Bogu rekel, da ne več jedu, dokaj ne usliš, moja molitva. Jaz sploh ne več ujesti. Sem šel na gladovni štrajk pri Bogu. Hvala Bogu, da sem si pol premislil, ker če ne bo več ne. Ker cerkev Bog je že vse naredil za. On te je ozdravil pred 2000 let. Odpustil ti je grehe pred 2000 let. Blagoslovil te je pred 2000 let. Ti se moraš naučiti, ti imaš zdaj proces spreobrnjenja, da to spremeš. In spreobrnjenje pomeni, da si premislil. Prej si mislil, da je bolezen močnejša kot Bog. Prej si mislil, da če boš molil ful veliko, boš pol zdravljen. Prej si mislil ful, ne vem, kva imaš narediti, da bo... Spreobrni se, dajmo se to pogledati te knjige. Ful zgubljen čas, ful mi neugodno, da sem toliko šel okoli. Ampak pojmo hitro še v Božjo besedo. Razodetje 2.2. Vidim tvoja dela. Vidim tvoja dela. Se pravi, Bog vidi. Vem za tvoje delo, oziroma vidim tvoje delo, poznam. In to je materna beseda. Vidi, da se mučaš. V cerkev največja laž religije je to,
da moraš delati za neki, za kar ti je že Bog milostno poskrbel. On ti je že omogočil vse, plačal ceno, ti moraš samo po veri sprejeti, ampak ti ne, ti moraš to zaslužiti. In kaj se ti zgodi, hrčak si da uno polu, nikoli ne prije do konca. Skozi slaufaš, iščeš dadu. Jaz ne pa on hrčak razmišljal. Po mojem misli, da naravno slaufa. On misli, koliko je že daleč prišel. Kad se je že ful zmatil, vse mišice ga že bolijo. Halleluja, še nove hrane, še laufa, da bo ja pošel do une nove sklede hrane in laufa. In isto je religija. Skozi laufaš, skozi zmatil. In to Bog le, jaz znam to jaz cerkev. Pozna tvoje delo, ful se mačiš. Ful se to program, ko hrčak. Ampak vrtiš se na mestu, nič se ti ne dogaja. Svetega duha ni nikjer. Zakaj? Ker ga ne moreš zaslužiti. Amen? Loga pa sprejmeš. Amen? Dajmo to pogledati. 2.5. Kako jim govori, naj se vrne nazaj? 2.5. Spomni se torej. Tako, ko je izgubljeni sin, ko je jedel svinja in pomije, se je pola spomnil, da je njegov oče dober. In kad se je spomnil, da je njegov oče dober, je šel nazaj. Amen? Spomni se, halleluja. Spomni se, da je Bog dober, halleluja. In kaj pa naprej prav? Spomni se, odhod si padel. In cerko, oni niso padali v greh. Razumem? Oni so sovražali greh. V Fežanih so krivi nauk so sovražali. Oni so bili tam, oni so štekali pravi evangelij. Oni so Nikolajevce, ki so govorili, maja, lahko žrtvuješ tam v templu stvari, lahko. Razumeš? Oni so sovražali te judaiste, ki so rekli, evangelij je vredno, ampak rabiš zraven še zakon izpolnjati. To so sovražali. Oni so štekali gnostike, ki so govorili, evangelij je dualizem, Jezus ni res pa šel v meso. To ne obstaja, vsi smo že odrešeni. Noben se ne rad obrniti na Jezusa in bla, bla, bla. To je gnosticizem, še danes je kol. Bog je vseh, vsi smo Bog. To je pač laž. Sta dva človeka, so otroci hudiča, otroci Boga. Dokaj ne verjameš v Jezusa, si pač ujet v zamke hudiča. Tvoj duh se mora s to na novo roditi. Moraš sprejeti, da je Jezus umrl na križu za. Amen? In takrat se na novo rodi. Cerko, oni so vse to delali in Bog prav spomine se, odhod si padel. In kam so padli? V isto foro kot Galačani. Začeli so v duhu, končali so v zakonu. Začeli so v milosti, končali so v zakonu. To je grozna stvar. To je ful neugodno. Kad to narediš, tvoja molitev postane matranje. Podoben si budistom, Hare Krišnovcem in vsem drugim, ki se morajo ful matrati in nabirati točke. In pol, najbolj, da si kupaš rože met, pa začneš v neprnikoliški. In pol vidiš, oče naj, To je religija. To Bog ne mara, to ni dobro. Zakaj? Ker pol nimaš nič od ničesa. Niti nimaš evangelija, niti v zakona. V ničesa nimaš nič. Razdvojen. Nič ne moraš spet. Zato, kaj narediti, spomni se, v kje si padel. In kaj narediti, spokor se. Kako se spokoriš? Da prideš sem naprej, jokaš se, dereš, jaz sem grešnik. Bog je. Deli to, če ti Bog govori, ampak to ne pomeni, da si se spokojil. Ti lahko jokaš cel dan pred Bogom. Lahko na kuriozi klečiš. Ena moja teta, ki je pošla v cerkev, padla na kolena. Jaz sem grešnica! In se je Bog dotaknil, pa šla in živela isto naprej. Ampak cerkev, Bog, ko prav spokor se, on prav premisel si. Jaz vem, ne sliši se duhovno, vem. Jaz sem razočaran, kako je plehka ta beseda. Ampak dejansko to prav, metanoja, premisel si. Prej si mislil, da moraš to delati, zdaj misliš, da je Jezus že vse naredil. To se sprobali. Prej si mislil, wow, nisem dober, zdaj si videl, wow, jaz sem dober, ker me je Bog naredil z dober. Amen? In si se spokoril na ta način. Razumeš, ful je simpel, premislil si. Prej misliš, da so stvari v tem svetu ful cool, da je the best, greši, bla, bla, bla. Zdaj si premislil, zdaj veš, da je greh, je to totalno meni. Bog je cool. Cool je biti izpolnjen svetim duhom, amen? Biblia je ful cool. Tako si se sprosil, tako si se spokoril. Amen? Zdaj, a to vključuje tvoj jog, pa da se na kolenih, aleluja, če treba, amen? Sem včasih padel na kolena, obupam sam nad sabo.
se ful razjokal nad Bogom, nad sam sabo. Mogoče nad Bogom, ker ga nisem dobro razumel. Ampak to nič tega ni spokorenje. Spokorenje je jaz, ko sem vstal, sem začel drugače živeti. Zakaj? Ker drugače verjamem, drugače razmišljam. Amen? Ok, in to je pravo. Spokor se kako? Tako da delaš prva dela. Amen? Kaj so prva dela? Kaj so prva dela? Prva dela, ko si sprejel, kaj si delal? Nič. Sam slavil se Jevsa. Jaz, če bila molitev več kot 2 minuti, ko sem prišel v cerkev, sem se že odzadu legel v zadnjo vrsto stolov, pa sem spal med tem, ko molil. In nisem mogel to dolgo pol ure. Razumeš? Ampak to so prva dela. Zaljubil sem bil Jevsa, bolj kot vsi oni, ko sem molil. In pol sem rekel, tema, se boš tudi ti tako mi, ki jih je motil, da sem skozi ful vesel, pa poln vere, aleluja. Pa skozi sem ene bil v cerkev vozil. Vse boš ti tudi dozorel in pol bo Bog ti bo dal pol. Zdaj Bog odgovarja na kom te, potem bo pa dubo v roke in te bo začel disciplinirati in bo iz tebe naredil zrelo kristjana. To je totalno religiozna laž. To je totalno religiozna laž. Tlele jim Bog prav, veste kaj te govori? Začeli ste ful dobro, ampak zdaj ste pa zgubili medene tedne, fante. Vrnite se nazaj v medene tedne. Zaljubite se spet v Jevsa, haleluja, amen? Amen? A si kaj prav delal na začetku? Jaz način sem prav delal. Jaz sem bral Biblijo, znal sem pa v reinkarnaciju vrel. Tok sem vrat Jevsa, haleluja. Amen? Zdaj pa ful imam veliko glav, vse razumel, kje je svet stat, kje so stat. Vrnite se nazaj, haleluja, kaj prej, kaj pojma nisem imel. Bog kot otrok je Jezus rekel, amen? Amen? In pa boš ful več sprejel. Amen? Sprav, zaljubimo se Jevsa, vrn se v prvotno dela. Kaj se prvotno dela? Kar je Bog vse poslobil, meni skrbi nimam. Amen? Vse živ me pada, ma briga me, jaz sem odrešen, amen, to je glavo spada. Amen? Vse bo kul. In pa se človeka z vozička dvignil noka, razumeš? Zdaj sem pa ful začel komplicirati. Vrne se nazaj. In zdaj imaš 2 opcije. Jevs je da 2 opcije. Če to ne narediš, se pravi, če še naprej si poln religije, poln svojih dobrih del, ti Bog tled bo pomagal se. Ne bo te zdaj izbrisil ven in te vrgel tle. Ne govori o tem. Kaj ti cerkev, ti, ko si enkrat odrešen, ko verjameš v Jevsa, to nikoli ne bo kaj poslušal. Ti lahko samo vrneš vse po stran, rečeš na verjamo, več v Jevsa in polgeš v kaj. Ampak dokler ti verjamaš v njega, si odrešen. Amen? Jevs je rekel unim ljudem, ki so v njegovem imenu delali stvari, spomnite, v tvojem imenu smo nekaj rekel, stav mene, nikoli vas nisem poznal. Amen? Se prav, to so ljudje, ki nikoli niso bez Jevsa. To so ljudje, ki jih Jevs ni sploh nikoli poznal. In takih ljudi ogromno cirkev. Jaz poznam ljudi. Vedeževalce, bioenergetike, imajo celo sliko od Jevsa, pod katero vzdravijo ljudi. In delajo v njegovem imenu, ampak niso odrešeni. Ne poznajo Jevsa. Ne verjamajo, da je Jezus rešitelj. Ne verjamajo, da je za njihove grehe umrl na križu. Nisem mu predal svojega življenja, razumeš? Zato nekaj povem. Kon tukaj govori. Kaj ti bo naredil? Če ustrajaš v svojih religioznih delih, imaš 2 šanse. Ena je, da se spreobrneš. Spreobrneš se pomeni, da si premisliš, da rečeš, zaupal bom v Jevsa, ne v sebe. Vedno, ko se bližaš Bogu, se mu bliže glede na to, kdo je on, ne glede na to, kdo si ti. V mesu. Ampak glede na to, kaj je on za te, kdo je, boš takoj mu boš podoben. In to je prava realnost, novo izparstvo. Ampak druga stvar, če pa še vedno ostajaš, ko bo pa Bog pomagal. In kako te bo pomagal? On bo prišel in bo premaknil tvoj svečnik. In piše, da ga bo odstranil pa uničil. Premaknil ga bo z tega mesta, če se ne premisliš iz pokrižja. Kam ga bo premaknil, je tja, da boš spet lahko slišal Boga. To naprej prav, kdo ima hod, lahko sliš in tako naprej. Se prav, jaz to verjamem. Recimo, eni kristjani, ful in gre dobro. Ful in gre dobro. Prej mi je šlo ful slabo, zdaj gre ful dobro. In enkrat s to blagoslovim, da nima več časa za Boga. Ne vidiš jih več, sam še delajo. Kupujejo si večje hiše, večje avtomobile. Ne skrbi za nič. In Bog cerkev ima isto rad. Meni je problem.
Jaz, če koga nisem 2 let videl v cerkvi, pa ko pride, ga imam isto rad, kot če bi vsak teden hodil. Verjemite mi, res. Z iskrenim srcem to govorim. Zakaj? Zato, ker ne hodim v cerkvu, zato, ker moram hoditi. Dobro, jaz moram, ker se pastoram. Ampak recimo, da mi ne bo treba. Jaz se delam, kadar mi ni treba. In pol pridem sem zato, ker mi je kul. In pol, če nekoga 2 let že ni, pa če spet te zato, ker ti je kul, tako, boš pol si, da bez, da si prišel, ful se imamo fajn, Bog deluje. Če pa sem hodil, zato, ker moraš sem hoditi. Ker se bojiš, da ne šel v peku, ti boš pa ful ležil cvestle, ful garan, jaz ful te služil, tebe pa ni. In že to ti pokaže, da nekaj narobe verjameš. Če si jezen na človeka, ki ga dolg ni bilo v cerkvi, pomeni, da nekaj z napačnim motivom delaš. Amen? Amen prav? Halleluja. Ker cerkev, jaz če nič ne bi imel od ničesar, bi hodil samo v cerkev. Če ne bi platil. Jaz, če bi mogel stopnino plačati, da sem odprijel, bi prišel. Mislim, če bi jim Bog narobe bilo stopnino računa, to je jasno. Ampak recimo, da bi mi Bog rekel, da ne plačujem toliko na srečanje, da on to pričakuje, pa bi pričakuje. Ampak cerkev, jaz hočem reči, jaz hodim, ker imam ful rad Božje ljudstvo in Boga. Jaz sem ful rad z vami, jaz ful rad pridem sem slaviti Boga. Meni se tle ful več zgodi, kot cel teden doma. To ni važno zdaj, danes jaz pridem. Zdaj 2 meseca nisem pridel, nima veze. Ker smo skupaj, ker slavimo Jezus. A ni to the best? Lahko se osvežimo, Bog nam govori. In zdaj, Jezus je tukaj prav, fate, če ne boste, recimo, kaj se pa v človeku zgodi? Ful mu gre dobro in Bog premakne njegov svečnik. On mu zamenja okoliščine. In pol pride k meni, kakšen tip pa prav, fulej, punca me je pustila, ful je vas depresiven, najraje bi se ubil, ful sem že mislil, da to bo pa moja žena. In pol bolj, se z njim pogovarjam o tej punci, bolj vidim, da v bistvu ga je samo stran od Boga pelala. Bolj vidim, da nič nimata skupnega v Božjem kraljestvu. In bolj vidim, da mu je Bog uslugo naredil. Pač me je hvala Bogu. Hvala Bogu, da ti je Bog pomagal. Razumeš, jaz to verjamem. Bom premaknil svečo. Mogoče ti službo ti skenst. Vržuj ti službo. Prej si bil največja zvezda. Zdaj ti narabi več. Sam zapasi Bog. Sam zapasi več. Hvala ti. Ker sem res preveč sem delal. Preveč sem bil fokusiran na služenje denarja in na svojo kariero. Amen? Če ti je Bog kakšnega tipa vzel, Bog hvaležno Bogu. Amen? Najbrž je bil totalno napačna odločitev. Amen? Lot je pa šparil še 10 let materne, kar je bilo. Dosti, 10 je bilo dosti. A ni dosti, da že 10 let rečeš, a moraš še 10. Ne, Bog te ima tokrat, da ti premakne svečnik. Dosti do tega, kako je ena. Razumem, in cerkev, ko bereš knjigo Razodeta, berejo s temi očmi, da je Bog dober Bog. Amen? On vse, kar dela, je za tvoje dobro. Amen? A je Bog lahko, da je žalosten? Je. Zakaj je žalosten, se pravi? Zakaj? A zato, ker je razočaran na tabo? Jaz sem mislil, ne žalostiti Svetega Duha pomeni, da ga ne smem razočarati. Cerkev, to je ful narobe. Predstavljajte si, da moj sin se me ful boji in hoče se ful lepo obnašati, kako jaz do svojega očeta, da imam takoj seznam 3 stvari, da ne bi očeta razočaral. In zdaj, kaj se mi dogaja? Jaz želim v laži cerkev. Čim se ti bojiš, ne hodiš v evangeliju. Ne hodiš. Če se ti bojiš, da boš užalil Svetega Duha, si že v avtu. Si že avt. Si šel že ven iz milosti v zakon. Razumeš? Bog je žalosten, cerkev, samo zaradi tebe, ne zaradi sebe. Od njega žalosti, da tebi ne gre dobro. Ker te hoče ozdraviti. Hoče te napredovati, hoče te prosperirati. Hoče ti dati rešitev. Hoče te pripeljati na mesto, ki ga je zate, pripravijo vse. Ti si pa zdaj pač zabluzen. Razumeš? In zato ga žalostiš.
Ne zato, ko si nekaj narobe naredil, zdaj on ful užaljen se ne bo več stav pogovarjal, dokler 10 učenašov ne odmoliš pa na koruzi ful počeš. Ok, idemo končati z apostolskim deli 19.10. To je konc, pogremo pa na žur. Kdorkoli mora domov, jaz se ful upravičujem. Ful sem šel, pol ure preveč. Ampak mogo še ful delati na sebe. Zdaj pogled si, apostolski del 19.10. Apostol Pavel cerkev pride v Efes. Najprej je bilo tam samo 12 ljudi, ki sploh Svetega Duha niso poznali. In pol je položil roko na njih. Je rekel, fante, pa kaj je z vami, kaj še to bogosluže? 12 ljudi nikjer Svetega Duha. Je rekel, ste vi že slišali Svetega Duha? So rekel, pojmo nima. In je molil za njih, so bili izpolni Svetega Duha, cerkev eksplodirala. Efes je postal takšna apostolska baza. Jaz sem bil v Efesu, to je noro cerkev. To se cel mesec preobrne, celo ono, kada bi danes New York preobrne, razumel? To je mega mesto, ful vplivno. Tako močno evangelij. Poglej si, apostolska dela 19.10. To je trajalo 2 leti, tako da so vsi, ki so prebili v Aziji, Jude in Grki, lahko slišali Gospodovo besedo, Bog pa je po Pavlovih rokah delal nenavadne čudeže, tako da so ljudi prinašali bolnike, robce, ruti, ki so dotaknili Pavlovega telesa in bolezni so izginali, zli duhovi so jih zapuščali. Cerkev v Efezu je šla iz nenavadnih čudežnih del spet nazaj v religijo. Spet v svoje programe, v svoje delo. Ena generacija za Pavlom, ki apostol Janez piše pismo, ki Jezus, tukaj so prav Jezusove besede cerkve. Rekli, fanti, spomnite se, od kje ste padli? Kakšna je bila prej moč? Kako je prej Bog deloval? Vas se zdaj tukaj mučite. Prej niste imeli pojma, vsi ste kraljico nebes čestili, Diano. Marijo, Diano, nima veze, kraljica nebesa, razumeš? Vsi so bili tam malikovalci kraljice nebes. Boginja, njene kipce. In pa so napadla poslo, ker mi je biznis in me propalo tako prebojene v cerkvi. Dajmo se vrnati. Hvala ti, Otče. Lahko tukaj ostanemo. Dajmo se vrnati v prvo ljubječe. Amen. Dajmo vsi odložiti vso religijo, vso obsodbo, vse, ki te obremene. Danes si sreči z Evsom. Oče, mi prihajamo danes pred tebe. Oče, molimo, da vse, kar nas teži, kar nas bremeni, haleluja. Vse, kar se nam je hodil zlagal, da moramo delati, da bi dosegli to, kar nam je Bog življenjsko podaril, ne danes odpadi. Oče, vsaka obsodba, vsaka obtožba v imenu Jezusa. Oče, molim, da ne verjamemo v laži hudič, ampak v polni evangelij. Evangelij znamen in čudežem, haleluja. Kjer je vse mogoče, haleluja. Oče, molim, da ne pademo v ene dobre človeške programe, haleluja. Da začnemo sami sebe bičati, haleluja. Oče, molim, da ostanemo v tebi. Ti si rekel, moje breme je lahko, haleluja. Moj jarem je sladk, haleluja. Karkoli ni sladko je lahko, noč bo tega. Tvoj jarem je sladko, tvoje breme je sladko, haleluja. Oče, molim, Sveti Duh, da nas osvobajaš vseh zvezanosti hudiča, haleluja. In vseh strahov, haleluja. Haleluja, Oče, ne vsak strah, vsaka skrb, je to vse odpade od nas, haleluja. Hočemo dozorevati v Božji ljubezni, spoznali v Kristusa, haleluja. Amen. Bog te blagosloveni. Kdorkoli ima še čas, bomo imeli še žur tam v zadnji z misionarjem. Kdorkoli ima čas, lahko pride v sredo na prenovo uma, ful dobra hišna skupina je v pol 7. V petek imamo molitev ob 7. Kdorkoli, če rabiš molitev, lahko priješ naprej, imamo molitveni tim. Vabime, mogoče, Veronica, Rodrigo Daniel can come, and Fred, Charlie also can come. Charlie, let's pray for me.